Odlomek pa je, ribe se razočarano odmaknejo. Raca in racman plavata drug ob drugem in se oglašata z ljubezensko pesmijo. Detel je čisto ponorel, tako neugnano tolče po deblu. Danes vidim celo veverico, ker poleti v parku prirejajo vsakovrstno druženje, so se veverice odselile. Ni jim do delavnic, igrarij in knjižnice na jasi. Če bi mogle, bi se požvižgale na prodajo domačih dobrot, tek po promenadi in glasbene prireditve. Naveličale se ljudi, ki ležejo na travo ali pa izvajajo metelne gibe vse bolj priljubljene joge. Pri izvajanju asan pravzaprav povsod in pri vsakršnih dejavnostih prevladujejo ženske. Sedijo na roza, turkiznih in pisanih podlogah in pozdravljajo sonce. O, sonce, bodi veselo, da se k tebi obrača toliko lepih želja, tako veliko navdušenje in iskanje miru. Zakaj je povsod toliko žensk? Iz preprostega razloga, napočil je njihov čas. Stare se ne dajo odgnati. Vse življenje so hodile v službo, skrbele za otroke ali mačke, se odinjale možu ali gospodovale nad njim, zdaj upokojene in ovdovele pa počnejo natanko to, kar so si vedno želele. Slikajo, prerisujejo tuje umetnine, kvačkajo, oblikujejo kipce iz gline, obiskujejo jezikovne tečaje in potujejo. Imajo gledališke abonmaje in kupujejo z 10-odstotnim popustom. V gledališču je bolj malo moških. Obiskovalci iz sosednje države še vedno prihajajo v parih. Saj vendar niso pomrli vsi naši starejši moški. Ne, sedijo pred televizorji, pijejo pivo in se kujajo. Jezni so, da je prišla starost. Hudujejo se na nove čase. Ne povedo na glas, toda močno jim leži na duši, da jim je mladost pobegnila. Nesramnica jo je kar popihala. Stare ženske pa si rečejo, še smo tukaj, dober dan življenje. Tako, no.